Nadja Bačac pa nam bo predstavila zdravo obutev, ki posnema boso hojo. To je edina obutev, ki otrokom omogoča pravilen razvoj hoje. Odrasli, vi pa se poslovite od deformacij in bolečin v stopalih. Ko enkrat poskusite bosonogo obutev, je vse drugo le še kompromis. Kaj če vam povem, da svojim otrokom in sebi kupujete nezdravo obutev? Kar 98% otrok se rodi z zdravimi stopali, a le 20% jih uspe obdržati zdrava stopala tudi v odrasli dobi. Sama nisem bila kmalu več med njimi. Prišlo je tako daleč, da sem morala že po zelo kratkem času hoje sezuti čevelj, pa čeprav je bilo to sredi plesišča ali pa sredi ulice. Zakaj se to dogaja? Nosimo preozko obutev. Obutev, ki se ne prilagaja našim stopalom, ampak naše stopalo obutvi. To je skregano z naravo, skregano z logiko. Prvi par bosonoge obutve sem kupila hčerki, ko je shodila. Kmalu zatem pa sem ga kupila sebi in neverjetno mi je spremenil življenje. Izginila je bolečina, boleče grimase z obraza. Vsakič, ko naredimo korak, se okoli 20.000 signalov prenese iz stopala v možgane. Starši, če je obutev preozka ali pa tudi, če je preširoka in preohlapna, so ti signali moteni. V možganih prihaja do nepravih povezav in ob tem pride do nepravilnega razvoja hoje. In kar je najpomembneje, otroška stopala se več nikoli ne bodo pravilno razvijala. Otroški čevlji, klasični čevlji so kot mini oklep, so ozki, nefleksibilni, okorni, togi. Kakšna je rešitev? Podplat bi moral biti tanek in zelo prožen. To omogoča dovolj stika s podlago in hkrati prenaša dovolj informacij iz stopal v možgane. Otroci v taki obutvi razvijajo zelo dobro koordinacijo, ravnotežje, propriocepcija je veliko boljša. V bistvu v takih čevljih otrok pravilno stopa, ravnotežje se nagne naprej in tako tudi ne prihaja do bolečin v križu, kolenih, gležnjih in posledično tudi ne do poškodb. Kar je zelo pomembno tudi za nadaljnjo hojo v otrokovem življenju. Poleg tankega in prožnega podplata mora čevelj tudi biti dovolj širok, da se prsti lepo razprejo. Zelo pomembno je tudi to, da palec ni oviran, kar omogoča dovolj ravnotežja in koordinacije. Fleksibilnost, kot sem že prej omenila, v vse smeri. In tanek podplat, ki omogoča, da prihaja dovolj informacij iz stopala v možgane. Če tega ni, je to tako, kot da bi bili gluhi, ne slišimo. Se pravi, naši možgani ne slišijo, kaj se dogaja pod nogami. S takšno bosonogo obutvijo omogočimo boljši kognitiven razvoj otroka oziroma tudi v odrasli dobi. Pomembno je tudi, da je podplat povsem raven. Fleksibilen pa mora biti tudi zgornji del čevlja. Le s tem omogočimo res pravi bosonogi občutek. Mora pa biti čevelj tudi narejen tako, da se otrokove noge dobro oprime v zadnjem delu, kjer je peta, in v srednjem delu. Pomembno pa je tudi, da otrokom že takoj v prvih korakih omogočimo zdravo bosonogo obutev, saj le-ta omogoča res zdrav razvoj stopala. Zelo pomembno pa je, da zdravo obutvijo nadaljujemo tudi v odrasli dobi. Še posebej je dobro to upoštevati, kadar pride do deformacij stopal, kot je deformacija palca, ki je zelo boleča in se z rednim nošenjem bosonoge obutve tudi lahko odpravi ali delno odpravi. In šele po 5 letih je moj mož spoznal dobrobiti bosonoge obutve. Sem bila potrpežljiva, kaj ne? Koliko dolgo pa boste vi rabili? Upam, da ne tako dolgo.
Dovolite, da Vita Baby, Vita Kit poskrbi za zdrava stopala vas in vaše družine. In še eno opozorilo, ko boste enkrat poskusili bosonogo obutev, je ne boste več sezuli. In čudili se boste, v kako premajhni in preozki obutvi ste živeli vse do tedaj.